Lepo pozdravljeni. 25. junija Slovenija praznuje Dan državnosti, ob čemer so ob letošnji 30-letnici samostojne države potekale številne slovesnosti po vsej državi. Osrednja posavska slovesnost je potekala v grajskem parku Sevniškega gradu, ob zvokih godbe Sevnica. Na vroč poletni predpraznični dan se je v grajskem parku zbralo lepo število ljudi na proslavi, ki jo v počastitev Dneva državnosti tradicionalno pripravlja sevniška občina. Slavnostni govornik je bil krški župan Miran Stanko, ki je spomnil na vzdušje pred 30 leti in osamosvojitveno vojno. Verjamem, da je večina državljanov s strahom opazovala takratno dogajanje. Pravzaprav nikomur ni bilo jasno, kakšne razsežnosti ima lahko ta vojna. Vendar smo takrat premogli ogromno upanja, entuziazma in želje po svobodi in neodvisni državi. S pogumom ter z aktivnimi političnimi in diplomatskimi dejanji smo dosegli mednarodno priznanje. Končno so bili izpolnjeni vsi strateški pogoji za samostojno življenje. Tokrat z lastnimi silami, lastnim znanjem in izkušnjami, lastnimi resursi in, kar je najpomembneje, z lastno odgovornostjo. Ko se danes, ko je za nami 30 let prehojene samostojne poti, vprašamo, kako smo izkoristili to obdobje, ali smo se prilagodili spremembam, ali med nami še živijo vrednote, ki so ključne za narodovo enotnost in osamosvojitev, odgovori niso enostavni in enoznačni, je nadaljeval Stanko. Pri iskanju odgovorov smo danes bolj neenotni, kot smo bili leta 1991. Spoštovati sočloveka, omogočiti sobivanje in svobodo, da lahko ustvarja in živi polno življenje, to so nekdaj bile temeljne vrednote. Prepričani smo bili, da bo svoboda duha in gibanja prišla samodejno z dnem osamosvojitve. Vendar pa nas je vrsta grenkih razočaranj pripeljala do spoznanja, da je potrebno svobodo in demokratično državo graditi ves čas. To so bili veliko bolj zahtevni časi, kot je današnji čas, kjer se nekako prepiramo o bistveno manjših stvareh, kot smo se odločali takrat pred 30 leti. Gostitelj Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru spomnil, da je država privilegij, pa tudi skrb in odgovornost. Če gledamo časovno premico in ovrednotim minulih 30 let skozi prizmo državljana, sem lahko zelo zadovoljen. Hkrati pa se s soodgovornostjo zavedam, da je samo od nas vseh, tukaj in zdaj, odvisno, kako bomo čez novičnih 30 let praznovali tak dan. Jaz bi si želel predvsem večje demokracije oziroma drugače, da bi morda tudi politika bila bolj združevalna in da bi iskali neke skupne poti. Predvsem pa, da bi morda našli tisto, kar smo imeli leta 1991, dodaja Stanko, torej enotnost in slogo. Ob 30-letnici samostojne Slovenije je vprašanje tudi, kaj ta država pomeni mladim, kje jo vidijo danes in kje si jo želijo videti v naslednjih 30 letih. Poglejmo, kaj pravijo. V zadnjih oziroma prvih 30 let samostojne države bi ocenil kot neko obdobje, kjer smo seveda imeli po eni strani neke uspehe. Smo, drži, tega ni mogoče zanikati, dosegli neko stopnjo blaginje, ki je, če ne bi imeli samostojne države, vpete v mednarodne povezave, najbrž ne bi. Hkrati pa moramo se tudi kritično ozirati na to zadnje obdobje in ugotoviti, da smo bili deležni tudi nekaterih bridkih lekcij, ki bi se jih najbrž lahko prizanesli. Glede na to, da sem živel po različnih državah, okoli po Evropi, mi je živeti v Sloveniji najlepše, ker imamo in čudovito naravo, ki ni tako umazana, torej glavno mesto naše, recimo, koliko je čudovito počiščeno, pa tudi ljudje so zelo prijazni, pa definitivno, mislim, kot ta sistem celota se mi zdi, da zelo lepo delujemo. Danes na kratko v kaotičnem stanju. Ravno, jaz bi rekla, imam tudi ta optimistični pogled. Smo ravno na tem vrhu, kjer se lahko zgodi dvoje. Ali pademo nazaj v svoje stare običaje, ki so bile več kot očitno toksične, ali pa se izboljšamo kot družba, gremo v neko drugo smer razvoja, ki pa je res nujno potrebna, sploh z vidika okoljevarstva, naravovarstva, kulturovarstva, z vidika mladih. Upam pa, da definitivno zdaj, ker v teh težkih časih, ki smo nekako zdaj počasi ven lezemo iz njih, ali se stvari lepo odpirajo,
Kar vidim, da je veliko ljudi se obrnilo v umetnost, pa v sebe, pa v neke te svoje sanje. In želim si, da v teh 30 letih, da bi čim več ljudi lahko živeli svoje sanje, pa da ne bi bilo teh problemov z eksistenco, pa z denarjem, da bi res lahko vsak živel neko mirno življenje, ampak na polno. Tako da to in da se umetnost postane toliko strastna v Sloveniji pri ljudeh, tako kot so pri športu. Kako imamo neke športne zadeve, kakšne športne junake, so Slovenci, vsi letijo na drug konec sveta, da grejo pogledati to tekmo. Tako da, dajmo Slovenijo za umetnost! Želel bi si, da bi bila Slovenija solidarna, egalitarna država, ki bi stavila na meritokratska načela in na družbo znanja. Na to, kar smo sicer deklarativno govorili vseh teh 30 let, pa nam ni uspelo, vsaj ne v celoti. Drug del odgovora pa bi mogoče zastavil, težko je napovedovati ali biti prerok. Zadnjih 30 let pokazalo to. In mislim, da so v zmoti tisti, ki trdijo, da obstaja neka povsem linearna premica nekakšnega objektivnega napredka. Raje kot to bi želel poudariti, da bi se bolj zavedali, da je družbena situacija odprta in kontingentna in da terja našo intervencijo. Skratka, naslednjih 30 let bo takšnih, kakršni si bomo naredili. Navsezadnje smo vselej mi tisti, na katere smo čakali. V ponedeljek so v termoelektrarni Brestanica odprli nov 7. plinski blok. Gre za drugi nadomestni plinski blok, skupaj s 6. bosta namreč nadomestila 3 stare plinske bloke iz leta 1974. Projekt so končali v okviru finančnih in terminskih načrtov. S prerezom traku se je 7. plinski blok še uradno pridružil 6., ki deluje od leta 2018. Graditi so ga začeli leta 2019, aprila letos pa so uspešno zaključili tehnični pregled. Tudi ta nov plinski blok je prilagojen ročni rezervi za povrnitev frekvence, zagonu agregata brez zunanjega vira napajanja ter izpolnjuje vse zahteve po napajanju nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško. Z uradnim pričetkom obratovanja novega plinskega bloka ima tako termoelektrarna Brestanica inštaliranih 406 MW moči, kar predstavlja več od slovenske polovice jedrske elektrarne Krško. To je ključen projekt za prihodnost elektrarne, dodaja. Torej ne 6. in 7. govorim, ker sicer sem bil vedno v bojazni, da bo termoelektrarna Brestanica šla po poti Trboveljske elektrarne. Tako pa imamo zdaj 2 nova sodobna agregata, ki sta ob teh sistemskih storitvah tudi zanimiva za komercialno obratovanje in po moji oceni je to neka nova tržna niša in neka svetla bodočnost za elektrarno. Projekt so zaključili skladno s finančnim in terminskim načrtom, njegova vrednost pa je znašala 26,4 milijona evrov. Ta naložba prinaša 56 novih megavatov na plin in na olje, kar pomeni, da predstavlja pomembno rezervo za oskrbo Slovenije v ključnih trenutkih. To so tisti trenutki, ko so cene na trgu visoke, ko je poraba visoka, ali pa ni drugih virov, predvsem oscilacija sonca, hidro in seveda tudi oscilacije v energetskem sistemu Evrope, kar že dokazujemo danes z obratovanjem, zaradi tega, ker so cene na trgu večje, kot je variabilna cena goriva plus CO2 certifikati, kar pomeni, da se nam splača obratovati. V lanskem letu so s plinskim blokom obratovali 3 mesece, dodaja Novšak. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je v nagovoru izpostavil pomembno vlogo termoelektrarne Brestanica pri zagotavljanju stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. To, kar ste postavili tukaj z 7. blokom, pa tudi že prej, ni zgolj ekonomski projekt. To tudi ni zgolj nekaj, kjer se štejejo zgolj ekonomski učinki. Je to tudi pomemben del nacionalne, pa tudi zdaj evropske kritične infrastrukture. Končno električna omrežja so povezana med seboj v Evropi, lahko si pomagamo, če ima nekdo viške. Ob tem dodaja, da s to investicijo Posavje postaja oziroma se še bolj utrjuje kot osrednja slovenska energetska regija.
Skupina Gen je leto 2020 končala s 64,2 milijona evrov čistega dobička, kar je za tretjino več kot v letu 2019. Hkrati so se prihodki zmanjšali za 2,3% na 2,2 milijarde evrov. Poglejmo izjavo. Mi smo že zdaj v letu 2022 in planiramo za 2022, tako da se je to končano. Sicer pa je bilo lansko leto seveda po eni strani zelo dinamično, zahtevno, organizacijsko zahtevno, zaradi ukrepov koronavirusa. Na drugi strani pa je bilo ekstremno leto. Naši rezultati so pravzaprav najboljši v zgodovini delovanja Gena. So, moramo reči, posledica seveda trgovanja in prodaje električne energije v letu 2019 za 2020. Tako da letošnji rezultati bodo nekoliko nižji, smo na planu, zelo dobro je bil upravljen remont, investicije vse, tako da dejansko sledimo temu planu. Lansko leto so bili pa rekordni rezultati, ker tudi ni bilo remonta, visoke cene, izredno stabilno obratovanje celo leto, nekaj povprečna kirurgija in dobro trgovanje tudi na mednarodnih trgih, tako da smo dejansko presegli vse načrte, vsaj za 40% na dobičku in pa seveda tudi v drugih elementih, če ko rečem, ekonomskih kazalnikov. Na junijski seji občinskega sveta občine Krško so predstavniki Krke predstavili projekt Sinteza 2 v Krškem, ob čemer so svetniki izrazili dvom zaradi pomanjkanja informacij strani investitorja. Novomeška Krka v Krškem načrtuje širitev proizvodnje. Gre za obrat Sinteza 2, ki so ga predstavniki omenjene družbe predstavili na seji Krškega občinskega sveta. Same Sinteze 2 bomo zgradili tudi kemijsko-analitski center. Gre za razvojni center, se pravi namenjen razvoju učinkovin in razvoju kemijskih tehnologij, ki jih bomo potem izvajali in proizvajali v samem obratu Sinteze 2. Poleg Sinteze in kemijsko-analitskega centra bodo zgradili še pomožne objekte, med drugim čistilno napravo in skladišče tekočih surovin. Vrednost investicije ocenjujejo na približno 160 milijonov evrov, gradnja bi trajala približno 4 leta. Trenutno smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za 4 objekte, to so Sinteza 2, kemijsko-analitski center, skladišče tekočih surovin in pa čistilno napravo. V začetku junija smo gradbeno dovoljenje dobili, naj bi bilo pravnomočno julija, potem pa začnemo s postopkom pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Po obsežni predstavitvi načrtovanega obrata v Krškem je sledila razprava, na kateri so svetniki izrazili dvom in zaskrbljenost, predvsem zaradi pomanjkanja informacij strani investitorja. Predvsem pa si želimo, da bi bilo tako, kot imamo za druge, recimo nuklearka, ko ima javne podatke, ki jih obvešča vse meritve. Tukaj mora biti spostavljen javni monitoring, ker gre za skladiščenje nevarnih snovi in tukaj bi bilo potrebno, da podjetje pristopi na tak način in seveda obvešča vse občane in občanke, da ni zaskrbljenosti, kaj vse se tam odlaga oziroma skladišči in kakšni so okoljski parametri in te morajo biti javni. Šerpčeva, sicer tudi predsednica Sveta krajevne skupnosti mesta Krško, je izpostavila tudi varnostni vidik takšnega objekta. V primeru morebitnih, ker tu gre za nevarne snovi, ki so tudi vnetljive, sicer zagotavlja podjetje, da ima tukaj zelo visoke varnostne standarde, vendar vseeno gre za povečanje količin, seveda je zaskrbljenost toliko večja. Vsekakor sodelovanje z javnostmi ni bilo dovolj dobro. Tukaj lahko rečem, da je podjetje Krka pogrnilo na celi črti oziroma drugače ni upravilo svoje domače naloge. S tem, ko je leta 2009, mislim, ali 2010 umestilo v ta prostor cel kompleks njihove proizvodne, še ni rečeno, da je pravzaprav rešeno vse, ampak je prav, da se pri dodatnemu in to intenzivno dodatnemu obremenjevanju prostora z nekimi kemičnimi proizvodi oziroma s proizvodno tovrstno, da je prav, da se seznani tudi javnost. Zato je tudi krški župan predstavnike Krke pozval, da javnosti predstavijo načrte in da vzpostavijo redno komunikacijo z lokalnim okoljem o delovanju in načrtih obrata. Ob krajevnem prazniku so tudi letos v Leskovcu pri Krškem na svečani seji podelili jubilejna priznanja. Gostja je bila direktorica občinske uprave Melita Čopar, ki je v svojem nagovoru dejala, da so v krajevni skupnosti izvedli veliko pomembnih naložb, največja je bila verjetno ureditev ulice Anke Salmič. Na slovesnosti so tradicionalno podelili priznanja zaslužnim krajanom in organizacijam. Poglejmo še na spletni portali posavje.com in najbolj brane novice minulega tedna.
Spoštovani gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo tokratno oddajo. Vabljeni v našo družbo znova čez teden dni. Nasvidenje.